je treba seveda nekaj vlagati v obrambo. Nikoli nisem rekla, da moramo vlagati 0,0 evrov v obrambo, ampak oporekam pa temu, da smo po diktatu NATO pakta, po diktatu Ruteja, po diktatu Trumpa začeli zviševati enormno naš budžet za nabave sistemov in orožja, ki se bodo koristile za imperialistično, bom rekla že pravzaprav vojno, proksi vojno ZDA, ne, in za polnjenje oziroma za ohranjanje pri življenju njihove orožarske industrije, ker bomo njihove sisteme kupovali po njihovem nareku, če jih rabimo ali ne. In mi se sploh več ne sprašujemo tukaj na tem odboru, kjer bi se pač morali, ker smo parlament, kaj pravzaprav mi rabimo, in zato sem jaz postavila izhodiščno vprašanje na začetku moje prve razprave, kako bi izgledal naš proračun, če mi ne bi bili članica NATO pakta. Kako drugačen bi bil in v kaj bi se usmerjali. Sigurno ne v vse to, kar zdaj le tu kopičimo, kupujemo, sploh pa ne bi kupovali raket zemlja, zrak za Ukrajino, zato da se bo še več ljudi tamle pobilo. Ampak bi vlagali mogoče rajš v ta isti denar, če že moramo dajati v Ukrajino, v humanitarne in v neke miroljubne namene, ne pa v to, da bo še več mrtvih. Mislim, za božjo voljo, koliko je že mrtvih tam. O tem sem govorila, tako da jaz spoštujem Slovensko vojsko in se zavedam, da moramo imeti seveda svoje obrambne sile, ampak ne, da smo hlapci nekemu NATO paktu in da kimamo pokorno in se odrekamo in sesuvamo ostale podsisteme v družbi v imenu oboroževanja pod nareku Ruteja in Trumpa. Hvala lepa.